Po uspešnicah, kot so V sibirskih gozdovih, Snežni leopard ali Belina, se francoski pisatelj, popotnik in esejist Sylvain Tesson v knjigi Poletje s Homerjem vrača k enemu najstarejših literarnih virov zahodne civilizacije. Med bivanjem na grškem otoku prebira Iliado in Odisejo ter v njiju išče odgovore na vprašanja, ki so še vedno živa. Kako živeti z usodo, kako razumeti nasilje, kaj pomeni dom in kaj je tisto, kar svet vedno znova vrže s tečajev. Tessonovo pisanje, ki že vrsto let združuje pustolovščino, refleksijo in izjemen občutek za naravo, v tej knjigi pokaže, da Homer ni nujno oddaljen antični klasik, temveč je lahko živ sogovornik sodobnega človeka. Delo Poletje s Homerjem je izdala založba Umko, prevedla pa naša današnja gostja Mimi Podkrižnik-Tukarič. Z njo se bom pogovarjala Tina Kozin. Uvodne takte oddaje pa odmerjamo Homerju in začetnim verzom Iliade v interpretaciji Uroša Smoleja. Jezo, boginja zapoj, zamero pelida Ahila, hudo gorje, nič koliko ran je zadala Ahajcem. Vrste najdrznejših duš je strpala v hadove veže, kupe junaških teles pa v trganje psom prepustila. V lakomno žrtje ujedam, saj Zevs tako je odločil. Vse odkar sta se prvič sporekla in sprta razšla se kralj Atrid, vladar, in Ahil, božanski bojevnik. Kdo od bogov je vnel med njima prepir in sovražnost? Sin Letoja in Zevsa, ki vas razsrjen nad kraljem Kugoje vojski poslal, da smrt po ljudeh je kosila, kazen za to, ker je kralj ponižal duhovnika Hrisa. Hrises je namreč prišel do jadrnih ladij Ahajcev z goro neštetih darov, ker hotel je hčer odkupiti. V rokah je nosil načelek Apolona, spretnega strelca, zlatemu žezlu v okras, in prosil je zbrane Ahajce, najbolj od vseh pa Atrida, oba poveljnika vojske. Vama, Atrida, in drugim Ahajcem v okretnih golenkah dajo največni bogovi, živeči v olimpijskih domovih, zrušiti Prijama mesto in srečno domov se vrniti. Meni pa vrnite hčer in sprejmite moje darove. Bojte se Zevsa sinu, Apolona, spretnega strelca. Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Literarna matineja. Z vami sva torej prevajalka Mimi Podkrižnik-Tukarič in Tina Kozin, ki se bom z njo pogovarjala. Tole pa so bili začetni verzi iz Homerjeve Iliade v interpretaciji Uroša Smoleja. Gospa Mimi Podkrižnik-Tukarič, lepo pozdravljeni. Dober dan. Predlagam, da najin pogovor začneva malce še stran od knjige Poletje s Homerjem, in sicer pri drugih knjigah, ki sem jih omenila že v napovedi. Kako gledate na knjigo Poletje s Homerjem v odnosu do recimo knjig Snežni leopard ali Belina ali pa v sibirskih gozdovih, tista, ki vam je pač bližje ali kolikor jih poznate, malo drugačna, vendarle je, ne, ta Poletje s Homerjem. Zagotovo. Sylvain Tesson je izjemno plodovit pisec, ki napiše nekako po eno knjigo na leto. Po izobrazbi je geograf, sicer pa velik popotnik, svetovni popotnik, znan po pisanju esejističnih potopisov oziroma potopisnih esejev. Poletje s Homerjem je prav tako esejistično pisanje iz leta 2018 in v njej, kakor pravite, po svoje analizira Homerjevi Iliado in Odisejo, epa, ki se že več kot 3000 letja nekako plastita v človeku in človeštvu.
Tesonova ideja je, da sta bili pesnitvi nekako zapisani za vse čase, da se je z njima začela literatura in nekoliko je intriganten, pravi, da bi se lahko z njima tudi končala, da je bilo z njima napisano vse, tako kot se je v Pislikavah v jami Lasko začelo in končalo slikarstvo. Pri tem je nekoliko intriganten, seveda. Zdaj, zagotovo je skozi njiju mogoče razlagati 21. stoletje, zakaj smo ljudje takšni, kakršni smo, zakaj se toliko premikamo, zakaj toliko stavamo po svetu kot Odisej in tudi zakaj počnemo, kar počnemo, se vedno znova spustimo v konflikt, v prepir, boj, vojno. V sibirskih gozdovih in Snežni leopard, ki jo omenjate, sta drugačni knjigi, obe sta prevedeni v slovenščino, prav tako kakor Belina. Prva v sibirskih gozdovih je esejistično dnevniška, Tesson jo je napisal potem, ko je leta 2010 kar 6 mesecev preživel na obrežju Bajkalskega jezera. Snežni leopard je pa iz leta 2019 in govori o tem, kako sta se s fotografom Vincentom Munijem podala v tibetansko divjino po sledeh veličastnega snežnega leoparda. In če še omenim Belino iz leta 2022, v njej piše, kako je turno presmučal Alpe in ta smuka je potekala tudi v Sloveniji, seveda. Če sklenem, torej Sylvain Tesson odkriva zelo različne konce te naše prekrasne zemlje. Vsak konec planeta je poseben, drugačen, samosvoj. Tesson jih opisuje, analizira in tudi literarno privzdiguje. Pa se vam zdi, da ta njegova pustolovska, avanturistična žilica v kakršnikoli obliki zaznamuje tudi delo Poletja s Homerjem oziroma njegovo branje Homerja? Zagotovo, ne. Tesson ni literarni kritik, ki bere Homerja v domači knjižnici, v udobnem fotelju, a ne. Ampak je velik popotnik, pustolovec, ki, kot rečeno, poglobljeno opisuje svet in vedno piše, kakor pravimo, iz prve roke. Naj morda poudarim, da je ta knjiga v resnici zbir besedil, ki jih je sprva pripravil za francoski Radio Inter za serijo Poletje s Homerjem. Res, da so mu predlagali, naj pripravi oddaje o Jacku Londonu, ampak je to ponudbo zavrnil in potem predlagal Homerja. Homer ga nekako spremlja že iz otroških let. V nekem intervjuju je dejal, kako so v katoliški šoli, ki jo je obiskoval, v 6. razredu brali Odisejo. Takrat ga ni zelo zanimala, raje je zrl skozi okno, pa vendar je nekako, si upam reči, začela odzvanjati v njem. In ga fascinira ga še danes. Svojo lepoto, pa tudi Homer fascinira tudi z lepoto verza in to je očitno ostalo pri njem za vse življenje. Mogoče še rečem to, da Tesson razmišlja o Homerju kot sodobniku, ki je ti dve pesnitvi napisal za vse čase, tudi 21. stoletje se zrcali v teh dveh epih. Po svoje je Tesson tudi nekakšen Odisej, recimo temu tako. Blizu so mu potovanja, potovati pa vedno pomeni tudi, to ni prazno tavanje, ne? To je tudi močno pri Odiseju in to poudarja tudi Tesson. Hkrati nekakšno hrepenenje po domu, ne? Zavedanje, da je svet grozen in hkrati neizmerno lep, da je raj tukaj in zdaj. Nekaj takega ugotovimo, to hrepenenje po domu, pa hkrati to beganje po svetu tudi pri Homerjevih junakih, ampak k temu se še vrneva. Zdaj bi vas najprej vprašala še tole, no. Tesson je to svoje delo pisal na grškem otoku Tinos. Zakaj se je odpravil prav tja, če po drugi strani govori o tem, da sta Iliada in Odiseja pesnitvi brez topografije? Drži. To sta pesnitvi, v svojem bistvu sta brezčasni in prostorsko univerzalni in to Tesson večkrat ponovi.
Se pravi, da ju ni treba vezati na točno določeno geografijo niti čas. Pa vendar se je kljub temu sam umaknil na otok Tinos v Egejskem morju. Zakaj? Jaz mislim, da je hotel Homerja brati drugače, ne razumsko, ampak z vsemi čutili nekako. Ne? Živel je izoliran v osami in hotel se je čuditi butanju valov ob skale, poslušati veter in se kopati v tamkajšnji svetlobi, v kateri je v znamenitem potopisu Kolos iz Marusija pisal že Henry Miller. Jaz mislim, da so taki premiki nekaj najlepšega in najboljšega tudi za oplajanje domišljije. Potem tudi primerja te skale s pošastmi in tako naprej, ne, in razmišlja o tem, kje je Homer dobil navdih za to. O tem, kje je dobil osnovno zamisel oziroma kako je knjiga nastajala, ste mi že spregovorili, se pravi po radijskih oddajah. Kaj pa je tista osnovna misel te knjige po vašem mnenju? Kako ste jo vi brali, če bi jo zdaj morali strniti, a ne? Tesson ne ponuja klasične literarne analize, on ni teoretik, kot sva rekli, piše iz prve roke. Mislim, da je želel ponuditi zelo osebno in živo, predvsem pa sodobno izkušnjo Homerja. Kot že rečeno, v Homerju vidi večnega sodobnika, človeka za vse čase. In zato tudi Iliade in Odiseje ne bere kot starodavno literaturo, ampak sta zanj ogledalo, v katerem se lahko gleda tudi današnji človek oziroma človeštvo. In to se zdi osrednja misel ali vodilo Tessonove knjige. Nekoliko privzdignjeno bi po Tessonu lahko rekli, da nam Homer pomaga bolje razumeti svet in ga tudi imeti rajši, ne? Z vso njegovo lepoto in grozotami, z svobodo, prostostjo in omejitvami, ne? Zdaj posebej zanimiva je pa ta odnos, ali pa tudi lahko rečemo napetost med Iliado, ki vendarle govori o vojni, o strašnem nasilju, in Odisejo, ki popisuje vrnitev domov in vabi k razmislekom o svobodi, o pustolovščini, iskanju smisla, o tem, kdo smo, od kod prihajamo, kdo smo in kam gremo, ne? Tudi o ponovnem vzpostavljanju reda, podrtega reda, kozmičnega, družbenega, zakonskega, kakršnega koli. Zdaj, Tesson poudari, ne, da Homer nikakor ne olepšuje sveta, ampak ga pokaže takšnega, kakršen je. Je surov in hkrati čudovit. O slogu bova precej še rekli verjetno ob vprašanju prevajanja, ampak morda, če se ga zdaj vseeno dotakneva, ker je specifičen, ne, tu se prepletajo pravzaprav precej različni prijemi, od esejističnega, potem je literarna interpretacija, številne reference. Kako ste ga vi doživljali? Ja, knjiga res združuje več žanrov, kot pravite, esejistiko, potopis, osebno refleksijo, interpretacijo literarno. Se pravi, da je precej hibridna, če lahko uporabimo to nečedno sodobno besedo, a ne? V njej najdemo dolge citate iz Iliade in Odiseje, na katere se Tesson nenehno naslanja in tudi izhaja iz njih. Ampak kot še enkrat in kot že rečeno, ni to suhoparna akademska analiza, ne. Gre za mešanico, bogato mešanico avtorjevih misli, čutnih vtisov, spominov, digresij na eni strani, ter premišljenih razlag homerovskih odlomkov na drugi. Delo ni lahkotno branje, je pa izjemno berljivo, se mi zdi, ker tudi poglavja so po večini kratka, iskriva, nekateri jih opisujejo celo kot poezijo v prozi. In tudi stavki niso predolgi, verjetno zato, ker je bila to pač radijska oddaja. Tako da, ja, to je napisano v taki elegantni govorici, recimo tako. Razgibano branje. Tako. Kaj pa bi rekli, je to knjiga za poznavalce Homerja ali bolj za širše bralsko občinstvo?
Jaz mislim, da Tesson vabi širše bralstvo k branju, se pravi, naj seže po tej knjigi, ker to ni akademska študija, ampak je nekakšen osebni dialog sodobnega avtorja z enim izmed največjih poetov človeštva. In v bistvu je namenjena širšemu bralstvu, ki ga zanima tako antični svet kot odsev tega sveta in odmev tega sveta v sodobnosti, v današnjem času. Tesson mojstrsko vleče vzporednice, recimo, ko pravi, kako nikoli nismo končali trojanske vojne. Samo razlogi so se spremenili. Trojansko vojno so bili zaradi časti, zaradi ugrabitve lepe smrtnice Helene. To ni bil boj za ozemlje. Danes pa vojne izbruhnejo, vemo in vidimo iz drugih razlogov. Najsi so to ideološki, verski, predvsem je to boj za ozemlje, iz pohlepa, z grdobesedno lahko rečem, tudi iz požrešnosti povezane z napuhom, pa tudi zato, ker se igramo nove bogove velikokrat. Po drugi strani smo pa vsi, kot sva že rekli, lahko tudi kot Odisej, naj si še tako tavamo po svetu in iščemo poti, nekako vedno smo pa tudi na poti domov k sebi. Omenili ste vzporednice in jih tudi odlično ponazorili. So prav te vzporednice tisti način, kako Tesson vstopa v svet antičnega človeka in ga povezuje s sodobnostjo, ali vidite še kakšno drugo obliko tega vstopanja v antični svet njegovega? Ja, mislim, da je tako, ker on vstopa kot človek, ki razmišlja in razmišlja o svetu in življenju in ga tudi popisuje kot avtor. On ni ne strokovnjak za staro Grčijo, helenist, ne zgodovinar. In so teme, ki so za vse čase, od zmeraj in bodo vedno navzoče, in to je gotovo vojna, nasilje, popotovanje, vprašanje identitete, vprašanje reda, starega reda, vedna ta dvojnost med postavljanjem in rušenjem. Človek gradi in hkrati mahoma uniči, kar je postavil, pogublja in se pogublja, obenem pa tudi ljubi in hrepeni po svobodi in hkrati zamejuje. Tesson se veliko ukvarja z vprašanjem mire, zmirnosti in na drugi strani ta neobrzdanost, to pretiravanje. S tem se človek od nekdaj igra in tudi danes. Ja, hibris, to je ta glavna, se mi zdi, ne bom zdaj rekla samo tema, ampak morda to stičišče in osišče njegovega zanimanja. Človekova neizmernost, ki je že v antiki vrgla svet stečajev in to počne še danes. Ne? Tako, ta skušnjava po preseganju meja, po preseganju samega sebe. Ne? Zdaj vidimo tudi po preseganju življenja na tem planetu, ne? Vendar govorimo o razširjeni realnosti. Tesson je kritičen do teh tehnoloških gigantov, recimo izkoriščanja narave, ki potem pobesni po svoje, in smo priča številnim katastrofam, naravnim ujmam in tako naprej. Ta tema mi je bila zelo zanimiva. Kako pa ste vi razumeli, kako on gleda na posameznikovo svobodo oziroma na razmerje med posameznikovo svobodo in njegovo določenostjo z usodo oziroma voljo bogov? Kako ste to brali? Osrednje vprašanje je, kdo je junak. Kdo je antični junak in kdo je junak danes. Pri tem razmišlja o Odiseju, ki se po trojanski vojni vrača domov. Ve, da bo prišel domov, njegova usoda je že določena, ampak ve tudi, da ga na tej poti čaka
ogromno preizkušenj, ogromno ovir, ki mu jih nastavljajo sirene, čarovnice. Na pomoč mu priskočijo tudi boginje. Na tej poti tudi ogromno trpljenja. Vsega tega se zaveda, pa vendar je tudi na tej poti deloma, ki je že določen deloma tudi avtonomen in zateka se k svojemu razumu, k svoji pameti, iznajdljivosti. Vendarle pravimo, da je Odisej veliki premetenec. Po drugi, grškemu junaku veliko pomeni čas, čast, slava, tudi posmrtna slava. Postavlja se vprašanje, kaj je bolje, živeti dolgo mirno življenje ali krajše življenje, vendar s posmrtno slavo. Sodobni človek je pri tem povsem drugačen, kot pokaže Tesson. In sicer sodobni človek je velikokrat je junak tisti, ki se dojema kot žrtev. Žrtev sistema, žrtev družbe. V tem je pogled povsem drugačen. Kdo je bil junak nekoč v antiki in kdo je junak danes po Tessonu. Mi v sodobnem času velikokrat tudi rečemo, kako je treba vzeti usodo v svoje roke, kako je treba biti gospodar lastnega življenja. Tukaj je Tesson tudi kritičen na to optiko. To razume kot večno in veliko utopijo. Kako pa ste si razlagali ta nekoliko provokativen naslov poglavja Vojna naša mati? Kot sva omenili, po eni strani grški človek ne želi vojn, bi živel v miru, po drugi strani pa se vojnam ne more izogniti. In potem Tesson vleče vzporednice s sodobnostjo in na nekem mestu ugotovi, da je vojna naša mati. Kako ste si razlagali ta naslov? Ja, vojna je vse navzoča, to je naša stalnica. Simone Weil je tudi rekla, da je pobijati se nekaj najbolj naravnega za človeka in človeštvo. Žal to dokazuje vsa zgodovina. Tudi danes ni drugače. Že prej smo omenili, samo morda so se spremenili razlogi. Mogoče tukaj dodava, kljub zapovedi poznejših monoteističnih religij, recimo krščanstva, ne ubijaj. Človek se naprej ves čas pobija. Vojna naša mati pomeni tudi to, da vendarle iz vojne tudi kdaj izhajajo, recimo tako, junaštvo, herojstvo, nov red, velike spremembe. In Tesson tudi lepo reče, in kar že prej dokazuje antični čas, da je mir samo premor. Tesson je tudi navdušen nad jezikom obeh epov. Homerja ima za briljantnega stilista. Kaj je tisto, kar ga v govorici obeh epov najbolj fascinira? Najprej že sama oblika. Pesnitev v verzih, metrika, ritem, okrasni pridevki, ponavljanja, vse, kar to je pomagalo človeku, da si je lažje zapomnil in je znal odrecitirati, odpeti ti dve pesnitvi nekoč. Po drugi strani pa ta slikovitost podoba. V Iliadi si lahko predstavljamo, kako so bili trojansko vojno. To so zelo nazorni prikazi, strašni, okrutni, grozljivi. Obenem je tudi to, če povem nekoliko poetično, lahko tudi hvalnica, ali pa je hvalnica naravi, je eno tako ljubezensko pismo naravi, ko govorimo o opisih narave. Če pogledava malo Tessonovo branje Homerja nasploh, kateri avtorji in misleci najbolj vplivajo na njegovo interpretacijo epskih pesnitev? Ja, tukaj lahko ugotovimo in Tesson veliko
citira. Ne? In naj si bo to Nietzsche, naj si bo to Simone Weil, Hannah Arendt, omenja francoskega pisatelja Chateaubrianda, omenja tudi Henrija Millerja, ki mu je pomagal nekako potopiti se v to prekrasno, to sublimno grško svetlobo. Delo Poletje s Homerjem je, kot sva upam, da uspeli vsaj malo prikazati, zelo kompleksno delo. V njem so, kot ste že omenili, tudi številni citati iz obeh pesnitev. V prevodu svojem ste uporabili že obstoječe slovenske prevode Iliade in Odiseje. Tu govorimo zdaj o prevodih Jelene Isak Kres, Antona Sovreta in seveda Kajetana Gantarja. Lahko poveste malo o tem vidiku prevajanja Tessonovega dela, kdaj ste se recimo odločili za prevode Jelene Isak Kres, kdaj za Sovretove? Tesson je segel po obstoječih prevodih Iliade in Odiseje v francoščini, jaz pa po tem, kar že obstaja v slovenščini. In pri nas je za integralna prevoda že pred desetletji poskrbel Anton Sovre, pozneje pa je določene speve Iliade prevedla Jelena Isak Kres, Odisejo pa deloma Kajetan Gantar. Zdaj, pri citiranju sem segla po novejših različicah, kjer je bilo to mogoče, sicer pa po Sovretu, čigar slovenščina pa se danes že zveni rahlo odmaknjeno, da ne rečem zastarelo. Zato sem se tako odločila. Ja, težje branje je za bralca kot branje prevodov Jelene Isak Kres, to nedvomno. Absolutno, ja. In nekako se njeni prevodi tudi dobro skladajo s Tessonovim jezikom in razmišljanjem. Ne? Kaj pa se vam je zdelo pri prevajanju te knjige v bistvu najzahtevnejše? Morda je bil slog, ki smo omenili, da je zelo večplasten, ali kaj drugega? Tesson ima precej izviren način pisanja. Njegov jezik je velikokrat poseben, ampak poseben v besedah. Včasih tudi mogoče rahlo na silo privzdignjen in drugačen, in to je potem treba povedati tako, da v slovenščini ni le jasno, ampak prav tako zveni lepo, da torej ne preveč na silo prisiljeno in moteče. Zato je tudi pri Tessonu treba loviti balans in iskati to miro, če se vrneva k Homerju. Čutiti je, da ima rad besede. V nekem intervjuju je dejal, da so mu všeč besede, ki so redko uporabljene, da išče take besede, in to je več kot očitno. Besede so zanj velike popotnice, ki prihajajo vse povsod in so stare že stoletja in več. Nekatere so se ohranile, očitno, druge so izginile, neredke vedno znova maličimo, včasih jim dajemo drug pomen in včasih pa tudi ne razumemo. Kot rečeno, je poseben slog, zelo poetičen, zelo eruditski, z ogromno referenc, digresij, notranjega dialoga je ogromno. In to je za prevajalca zagotovo izziv, ampak mogoče sem se ga rahlo že navadila, predtem sem prevedla že njegovo Belino. Se vam je zdel v Homerju zahtevnejši kot Belini ali je primerljivo? Sprva ne, se mi ni zdel, vendarle so bila besedila pisana za radio, čeprav v taki lepi, elegantni govorici. Potem je pa vedno tako, potem je vedno težko. V Poletju s Homerjem Tesson poglobljeno bere Homerja. Mene zdaj zanima, je to njegovo branje Homerjevih pesnitev v kakršnikoli meri na novo oblikovalo tudi vaše videnje Homerja in obeh pesnitev, ali pa vam jih morda približalo ali ne?
Ja, zagotovo je predrugačila moj pogled na obe pesnitvi. Jaz priznam, Iliado sem prebirala nazadnje v gimnaziji in takrat se mi zdela to pesnitev, v kateri je preveč nasilja. Zdela se mi težko berljiva. Je pa zanimivo, da sem si zdaj je to že 30 let nazaj, kupila Iliado v prevodu Antona Sovreta in me je nekako čakala, ne? Tako bi lahko malo poetično rekli, da vse se postavi na svoje mesto, tako to je tudi ideja Odiseje, a ne? Odiseja in Odisej kot junak mi je precej bolj blizu in verjetno tudi marsikomu drugemu. Tudi on me nekako spremlja že od otroštva. V glavi imam to rjavo naslovnico knjige Veliki premetenec. Odisejo smo tudi pri nas brali otrokoma. Odisej je zagotovo bližje sodobnemu človeku, no? Zato, ker so to nenazadnje gre za lepe zgodbe na prvo žogo o potovanju, o premikanju, o tavanju, odkrivanju sveta, čeprav vemo, da je Homer mnogo globlji, ne? Njegov čas je globok v tem smislu, da je osrednje vprašanje tu vrnitev domov, k koreninam, k sebi, k staremu družbenemu redu. Da, spremenil se je moj pogled na obe pesnitvi, zdaj sta mi gotovo bližji. Se mi zdi pa čar literature ravno to, da osvetljuje plasti, ki jih imamo ljudje v sebi. In v imaginariju sodobnega človeka je tudi mnogo teh predkrščanskih plasti in Poletje s Homerjem doseže prav to, da razkrije to našo starogrško plat, to starogrško plat mogoče v nas in nam jo tudi razloži. Pa se vam zdi, da je ta knjiga, in s tem bomo potem počasi sklenili najin pogovor, da je predvsem knjiga o pesnitvah Iliada in Odiseja, ali je vendarle to tudi knjiga o Silvanu Tesonu? Zagotovo je to tudi knjiga o njem. Z njim se lahko strinjamo ali pa tudi ne. Nekateri mu očitajo, da je pri interpretaciji Odiseja rahlo reakcionaren, nazadnjaški, ko poudarja pomen korenin. Mnogi mu tudi nekako zamerijo, da s tem svojim pogledom se postavlja proti ideji egalitarizma. Grška družba, kakor jo vidi on in kakor jo razlaga tudi Homer, je zelo hierarhična, zelo vertikalna. Ve se, kdo ima kje svoje mesto. Sodobni čas je vendarle tudi drugačen, bolj hipen. Včasih mislimo, da smo kot nepopisan list, da se z nami je vse začelo in se bo tudi nekako končalo. To je ta velika utopija. Gospa Mimi Podkrižnik-Tukarič, zdi se mi, da na tem mestu lahko narediva piko in ostalo interpretacijo Homerja in pa seveda Tesona prepustiva poslušalcem in jih povabiva k branju knjige Poletje s Homerjem. Najlepša hvala za povabilo. Tudi sama se vam zahvaljujem za obisk, prijazen odziv na vabilo in vam želim vse dobro. Spoštovani poslušalci, vam pa se zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili današnji oddaji. V njej smo predstavili knjigo Poletje s Homerjem, francoskega avtorja in pustolovca Silvana Tesona. Knjiga je izšla pri založbi Umko, v prevodu naše današnje gostje Mimi Podkrižnik-Tukarič. Z njo sem se pogovarjala Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je skrbela Mirta Berlan.